Naš obrambni minister Karl Erjavec, zdaj pa dosti zebancije, je prejšnji teden sprejel visok državniški obisk, za katerega je moral pogrniti rdečo preprogo in postrojiti častno stražo. Obiskal ga je namreč sam predsednik vlade Marjan Šarec, ki ima pisarno 7 minut stran s taksijem. Postrojeni vojaki in očiščena preproga so danes pričakali premierja na Ministrstvu za obrambo. Z vojaškimi častmi so pospremili njegov delovni obisk. Ja. Poleg bistvenih obrambno-državniških vprašanj, kot so, zakaj nimamo rdeče preproge položene tudi na Unmu vogalu in a je res varno, da se v družbi Erjavca sprehajaš mimo nekoga z nabito puško, sta se Erjavec in Šarec na svojem delovnem sestanku vendarle dotaknila tudi nekaterih konkretnih problemov. Ta razprava, ali jo potrebujemo ali ne potrebujemo 8 kolesnikov, se mi zdi brezpredmetna. Bolj na mestu je potem razprava, ali potrebujemo Slovensko vojsko ali jo ne potrebujemo. Tako, Erjavec je človek, ki se rad vseh vprašanj loti pri njihovem bistvu. Recimo zdaj, ko je obrambni minister, se sprašuje, a sploh rabimo vojsko. Ko je bil zunanji minister, pa se je spraševal, a sploh rabimo zunanjost. Se je nota čist fajn. Gostoljubje Karla Erjavca se je nadaljevalo tudi naslednji dan, ko je v goste povabil svojega hrvaškega kolega, obrambnega ministra Damirja Krstičevića. Mimo postrojenih vojakov ga je rdeča preproga vodila do toplega sprejema ministra Erjavca. Prijateljsko mu je razkazal ministrstvo. Izvoli. A še kakšno sliko tam naredimo? Za selfie je svetloba najboljša zraven tiste monstere. Pa če rabiš za profilko, se pa predlagam pred fikusom. Včeraj sva ga z Marijanom tja premaknila. S hrvaškim ministrom sta spregovorila tudi o arbitraži, od katere je minilo natanko 9 let, s čimer se je na Twitterju javno pohvalil tudi predsednik Borut Pahor. Na njegovo samohvalo, oziroma kot ji pravijo v predsedniškem kabinetu, vsaka predsednikova izjava, se je odstro zvala evropska komisarka Violeta Bulc, ki mu je prek Twitterja odgovorila, da ima res pogum, da se hvali z nedokončanimi projekti. Kar je delno res. Pahor je kot študent, ki se v 3. letniku hvali, da je minil 9 let od vpisa na faks. Res impresivno, vendar z napačnih razlogov. Naši vodilni politiki se torej javno prerekajo prek družbenega omrežja in kaj na to pravi predsednik vlade Marjan Šarec? To je Twitter. In to je miza. In to je stol. In to je gospa s publike. Jaz sem svoje povedal. Da je treba Twitter jemati nekoliko z rezervo, je prejšnji teden dokazal tudi Franci Kek, ki je tam zapisal, da prejema 1700 evrov izredne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture. Šlo je seveda za šalo, saj Franci Kek žal še ni v pokoju, njegova najbolj posebna zasluga za slovensko kulturo pa bo verjetno ravno odhod v penzijo. A to ni zmotilo nekdanjega SDS-ovega poslanca Jožeta Jerovška, da ne bi razkurjeno odgovoril, da on dobiva samo 1725 evrov pokojnine. Čeprav je bil vedno med 5 najbolj plačanimi, citiram, poslaneci. Višina pokojnine, ki jo poslaneci prejmejo, je sicer odvisna od različnih kriterijev, na Jerovškovo srečo pa eden izmed njih ni znanje slovnice. Od ljudi, ki so nezadovoljni s svojim zaslužkom, pa k ljudem, ki so nezadovoljni z zaslužkom drugih. Stranka Levica je namreč prejšnji teden vložila zakon o minimalni plači, ki bo čez 1 leto morala znašati 700 evrov neto, čemur pa močno nasprotuje direktorica Gospodarske zbornice Sonja Šmuc. In s tem tvori tudi zelo veliko armado nezadovoljnih ljudi v podjetju, kljub dvigu. Kajti zmanjšajo se razlike med njimi, poveča se uravnilovka in tudi nekdo, ki je zdaj recimo prejema 700 evrov plače, ki je bistveno višja od minimalne plače, bo po novem označen kot prejemnik minimalne plače. Ker v teh oznakah je bistvo problema. Ja. Še prejšnji teden so se ljudje s plačami 700 evrov med seboj klicali na Keširanc pa Bogatun, da ste vedeli to. Res. Zdaj bomo pa s tem dvigom plač vse pokvarili, ali kaj? V bistvu bo mogoče bolj, če spustimo plačo minimalno na 0 evrov. Tako bojo lahko tisti s plačo 100 evrov že nižji srednji razred, tisti s 400 pa tajkuni. Volk sit, zbornica cela. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!